Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Lionel La Pulga Messi je včeraj osvojil že svojo 7. zlato žogo. Ja, Messi je dober, ampak a ste kdaj videli brcati kapetana slovenske košarkarske reprezentance Eda Murića? Poglejmo. Kot bi rekel legendarni bošnjaški košarkarski reporter s parkirišča. Sedaj pa se lotimo 46. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali rešitev za COVID. Kaj nas bo rešilo pred koronavirusom? Epidemija še kar traja in traja, ampak enkrat se mora končati. Kako, nam bosta povedala naša posebna gosta. Dr. Dragan Marušič in doktor medicine Dorijan Marušič. Toplo pozdravljena. Dober večer. Lep pozdrav. Dorijan, predlagam, da danes midva začneva. Ti si najprej študiral matematiko, potem si šel študirati medicino, ne? Tako je. Pa me zanima, koliko je matematike v medicini, tako nasploh? Sedaj, ko sem sam vstopil, je več, kot je bilo prej. Okej. Pa malo, premalo. Če začnem z anekdoto, eden od kolegov mi je nekoč dejal, da so se večinoma odločili za medicino tisti, ki so bili v matematiki slabi. Pa ne bom govoril o matematiki kot o računstvu, ampak predvsem o matematiki kot veji, ki sloni na logiki, na sistemu. In tega bi lahko bilo bistveno več, čeprav moram reči, da v zadnjem obdobju sem navdušen nad stanovskimi kolegi, nekaterimi, ki dejansko znajo uporabljati matematična orodja in kar natančno napovedovati določene izhode. Ja, veš, zakaj te to sprašujem, Dorijan, ker se mi zdi, da pri tej korona krizi pa sam številke, ne, so v ospredju. No, pri korona krizi, ne samo v Sloveniji, v svetu, verjetno smo veliko zavozili, ker smo pozabili morda neko novo dimenzijo ali pa pravo dimenzijo, praktično socialno, družbeno, komunikacijsko in podobno. Znanstveno verjetno je svet podkovan kot nikoli še do danes, verjetno jutri bo bolj. Verjetno tudi v nekih finančnih pogledih je, ampak prav v tem smislu, ko se pogovarjamo o vrednotah, o prioritetah, o kdo bo s kom solidaren, tu pa padamo in Slovenija je tu zanesljivo padala dnevno ali pa, kar dnevno je padala na izpitih. Zdaj, Dragan, ti si prebolel korono, žena, soproga je zdravnica, ne, ampak tvoj največji forte so številke, odkar sva se nazadnjič videla v oddaji, si rekel, da si spet nekaj preračunaval, pa evo, zdaj imaš priložnost, da poveš, kaj si izračunal. Vem, da me vedno pritiče, da nekaj o številkah povem, ampak samo za uvod bi povedal mogoče eno misel. Problem korona epidemije oziroma covida je vsaj troplasten. Sega v podsistem zdravstva, seveda, tudi znanosti in mislim, da predvsem politike. Znanosti zato, ker imamo avtentične znanstvenike, ki objavljajo dela, ki so pomembna za razumevanje te bolezni, imamo pa tudi take znanstvenike, ki to zelo pragmatično uporabljajo samo za povečevanje števila točk in objavami, ki so popolnoma irelevantne, so na ravni srednješolske uporabne matematike. Kar se pa politike tiče, mogoče je tukaj bistvo vsega, ker pomembno bo, kako bomo izhodno strategijo naumili, ne, da bomo prišli ven iz epidemije, pa mogoče tale anekdota oziroma komentar. Matematiki so se razveselili, ko smo zvedeli, da bodo virusne različice imenovali po grški abecedi, zato ker se v matematiki uporabljajo, tisti, ki so šli čez srednješolsko vejo, alfa, beta, gama, delta, so biti koti, recimo, in tako naprej, ampak vsak študent matematike mora več ali manj
poznati poleg običajne abecede še grško. Potem smo pa izvedeli za različico omikron, to je 15. črka grške abecede. Pred njo je pa zelo uporabna v matematiki črka xi, ki se piše transkripcija xi. Pa, tako po internetu je interpretacija, da je bil xi preskočen, zato ker je to ime predsednika ene velike države. Da ne bi Kitajcev užalil, Ja. da ti pomagam. Ja, da jih Zdaj, boš ti tukaj- užalil, da jih bom jaz. Ja, okay. Tako se pa vse skupaj dobijo ene drugačne dimenzije. Važna je specifična teža tako posameznikov kot držav na celotni zemeljski obli pri obravnavanju te epidemije in pri tem, kdo bo kaj od tega imel in kako se bo lotil izhodne strategije. Kar se pa tiče številk, Ja. priznam, da smo se motili. Maja sva bila v oddaji, smo izhajali iz predpostavke, da cepljenje 100% varuje dlje časa, kot se je izkazalo. Da se je izkazalo, že vemo, da po 6 mesecih je že konec, več ali manj. In zato je potek epidemije nekoliko drugačen. Zanimiv podatek, če pogledate število cepljenih, kako je potekalo po tednih in mesecih, se izkaže, da največji delež v dvotedenskem obdobju cepljenih je bilo nekje od 5. do 20. maja. Se pravi, točno v sredini maja največ 145.000 cepljen. Točno 6 mesecev kasneje, med 6. mislim, da novembrom in 20. novembrom približno, je bil pa največji porast torej pozitivnih na testih. Moja edina razlaga, ki se mi zdi smiselna, je, ker epidemijo poriva razmerje v 3 delih populacije. Preboleli, cepljeni in necepljeni, nepreboleli, torej nezaščiteni. Razmerje med temi 3 določijo potek epidemije. In na ta dodaten sunek epidemije je vplivalo prav to, da so ob PCT pogoju še vedno cepljeni lahko bili naokoli, hkrati jim je pa ta zaščita po resnih znanstvenih študijah, kot sem tudi omenil v zadnji oddaji Lancet, že po 4 mesecih je zelo, zelo malo, po 6 pa skoraj da nič več. Tako da, če zaključim, prebolevniki so tisti, ki rešujejo pravzaprav hujši potek epidemije. To se vidi tudi, obstaja veliko publikacij v resnih revijah, ampak to lahko pogledate tudi iz našega eksperimenta na živih osebah. Mi imamo že leto in pol to epidemijo. Če grem, pogledal sem v sledilniku, res da malo sem pogledal številke za danes, ker sem vedel, kaj me čaka. V zadnjih 3 mesecih oziroma 13 tednih je na intenzivne enote bilo sprejetih 15 prebolevnikov in 273 cepljenih. Upoštevaje to razmerje je približno 1:18. Ampak moramo upoštevati, seveda, da je prebolevnikov uradno manj kot cepljenih. Če izvzamemo tudi tiste, ki so oboje hkrati, torej če gledamo samo necepljene prebolevnike in prebolevnike, ki se niso cepili, in to razmerje ustrezno popravimo, še vedno pride 3,5 ta faktor. Se pravi, iz tega jasno sledi, da po podatkih, ki so na voljo, so prebolevniki bolje zaščiteni kot cepljeni, kar potrjuje mnoge objave v tujini. Tako da ukrep PCT, kjer je P omejen in C ni omejen, nima nobene strokovne podlage. Zdaj, Dorjan, na začetku smo nekako, saj tako je bilo tudi sporočeno nam, imeli strategijo, da bomo se cepili, da se nihče več ne bo okužil. Pa smo imeli, bomo se cepili, da nihče več ne bo zbolel ali pa saj resno zbolel. Zdaj je verjetno čas počasi, da si priznamo, pa ne samo mi trije, ne še kdo drug, da tega virusa se na ta način ne da ustaviti, v smislu, da nihče več ne bo se okužil, pa nihče več ne bo zbolel. Ali se motim? Tako je, bom zdaj še jaz kot doktor medicine povedal. Dragan je lepo izpostavil določen pogled na potek epidemije, glede na to zaščitenost med prebolevniki in cepljeni. Dejstvo pa je, da
je potrebno se postaviti v določeno starostno skupino, na določen del izhoda iz te bolezni in seveda, ko se tako postavimo na kronične, starejše bolnike in podobne, je pa cepljenje tisto, ki zagotavlja dobro zaščito. Drugič, potrebno je izpostaviti, da Slovenci smo dvomljivci ali pa skeptiki in moram pritrditi predsednici Zdravniške zbornice Bojani Beović, da je delež cepljenih v Sloveniji rekordno visok. Mislim, da so Slovenci dobro odzvali na to cepljenje in če bi dodali še tiste, ki so preboleli, je ta zaščita relativno ali pa absolutno zelo visoka. Tako da, če se vračam na izhodno vprašanje, saj teorijo množic bi morali poznati moji kolegi in razdeliti v 3 velike skupine. Na tiste, ki smo cepljeni, na tiste, ki so preboleli in na tiste, ki so nepreboleli. In z današnjimi IKT metodami, ki jih je veliko ministrov polnih ust, bi lahko zelo hitro detektirali tiste, ki so najbolj kritični in recimo pristopili pravočasno 3. cepljenje, morda povabiti ustrezno k cepljenju in podobno. Ampak kakorkoli se bomo pogajali PCT, PT in podobne številke, ki se nam že mešajo v glavi, bo veljalo samo nekaj. Dragi poslušalci in poslušalke, čim prej se bomo morali navaditi živeti z COVID-om. To je pač realnost. Če pogledam, ker sem že zelo dolgo v zdravstvenem sistemu, ko sem vstopil, smo na vseh vratih govorili samo o nenalezljivih boleznih, srčno-žilne bolezni in rak. In sedaj smo v obdobju, ko so na nek način ponovno izbruhle nalezljive bolezni v tej epidemiji in dejansko se človeštvo, razviti del sveta, Evropa in Amerika in ostali razviti del, sploh ne zna živeti z nalezljivimi bolezni. Če primerjamo zadnje epidemije nekaj let nazaj, so se stavile tu nekje na kakšnih predlivih ali kaj podobnega. Ebola ni prišla krepko v Evropo in smo se temu vedno izognili, ampak dejstvo je, da globalizacija, to, kar smo vedno želeli, je prinesla to, da je to vsak dan. Ali smo v skupini A, B, C ali eni ali drugi, to je v naš vsak dan. In seveda prav bi bilo, da ne vem, kje naj začnem, pri navadnih ljudeh ali pa na vrhu pri politiki ali pri medijih, kakorkoli, potrebno bo to vkalupiti v način življenja in seveda, če imaš to 24/7, v vsaki minuti, ko sem se vozil v Ljubljano, je v glavnem dnevniku bilo več kot 15% časa namenjeno covidu, pri čemer svet sploh še ne ve, kam bo šla nova različica, mi smo že polni teorij. In zdaj bi dal vprašanje za hiter test, koliko Slovencev in Slovenk pozna M-protein, koliko bi znalo odgovoriti, kaj je mutacija, ampak znanstveniki so nas v zadnjih 24 urah napadli z novo inačico, pri čemer vsi pravijo, da bo treba počakati vsaj 2 tedna. Če dovoliš, Dorjan, bi zdaj jaz predlagal, da si vzamemo krajši premor, da ljudje pri sebi razmislijo, če poznajo te 2 stvari, ki si jih ti naštel, pa si mi jih jaz. Ampak lahko grejo naprej v oddaji, tudi če ne znajo. Ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, tako kot pravi Dorjan, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj nas bo rešilo pred korono. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Dragan Marušič, bivši rektor Univerze na Primorskem in vrhunski matematik, ter Dorjan Marušič, bivši minister za zdravje in zdravnik. Dorjan, predno smo šli na oglase, sva končala tam, ko si razlagal, kako nas v bistvu strokovnjaki posiljujejo z nekimi termini, ki jih v bistvu ne poznamo. Izvoli, nadaljuj. No, ne bi napadal strokovnjakov, da nas nekako posiljujejo. Bolj bi izpostavil medije ali pa pritisk na medije, da morajo veliko poročati o covidu in seveda v tem, ko moraš zapolniti določen del programa, segaš po vsem mogočem. Od tega, da povabiš vrhunske strokovnjake, ki se potrudijo v nestrokovnem jeziku predstaviti ljudem, kakšna problematika, do tega, da se izpostavlja 2, 3, 4, 5 staršev od recimo velike skupine staršev na šoli, ki so bili proti ukrepom pred mesecem dni. Slučajno pred mojo ambulanto je šola in tam je bilo natančno 6 staršev od 600 otrok, ki so imeli svoj nastop, ob tem 3 policaji, ki so varovali in pa 3 novinarji, torej 6 novinarjev za 6 staršev je posnelo oddajo o tem,
ali pa prispevek o tem, zakaj se niso oni odločili, pri čemer je bil to 1% učencev na tej šoli. Torej, če bomo nadaljevali na ta način, da bomo izpostavili mikroproblematiko pri covidu, ne bomo nikoli z njim zaživeli. Covid je realnost. Pred letom dni sem nekoliko zgrešil, ker sem omenil, da leto 2022 bo še vedno črno, morda bo še dlje trajalo to, preden se bo izpostavila neka kolektivna imunost v vseh teh podskupinah, preden bo tudi nekako virus se utrudil v tej tekmi in bomo ponovno zaživeli. Zdaj v tem naša razcepljenost ni v ničemer garant za dober izhod. Govorimo o razcepljenosti v Sloveniji, mogoče je to cinično malo cepljeni, necepljeni, razcepljenost, ampak dejansko, kadarkoli se pojavi problem, imamo v Sloveniji 50-50 ljudi za ali proti. In podobno je tudi v tej zgodbi, ta dejansko zavira izhod in je največjih problemov pri izhodni strategiji iz epidemije. Ja, zdaj, Dorjan, Dragan je prej govoril v prvem delu oddaje o teh grških črkah, ne, tiste, ki jih je on našteval, jaz bolj ali manj poznam. Omnikrona ne poznam, upal sem, da bomo zdaj prišli že na omega, ker kakor vem, je to zadnja črka grške abecede, ne, da bo pol konec. Kaj je zdaj s tem omnikronom, Dorjan? Ne? Zdaj po eni strani imamo pač veliko paniko tako inštitucij evropskih, ne, prepoved letalskih letov, zaprtje meja, ne vem kaj, blazen strah, da se bo ta verzija razširila. Od tam, ki je prišla, ne, iz Južne Afrike, dobro, izvija iz Bocvane, ampak navajamo raje Južno Afriko, ker smo malo na pol rasisti, verjetno še vseeno, pa pravijo, ne, se to so samo blagi simptomi, malo si utrujen, pa te glava boli. Kaj je zdaj res, oziroma zakaj taka dihotomija, tako nasprotje pri teh informacijah in reakcijah, ki hkrati recimo pridejo v javnost, ne čez pol leta ali pa ne vem, pol, ko že vemo, zakaj gre. No, recimo upam, da je najboljše primerjati kot tega, kača piči, se bojiš vrvi. Morda je v tem veliko resnice. Eden od eminentnih slovenskih profesorjev Tomažič včeraj omenil, da je vsaj 2 tedna karkoli napovedovati prezgodaj. Razumem pa vse vodilne velike inštitucije, ki so se v preteklem letu in pol kar nekajkrat opekli. Sam sem z nekaterimi tem govoril, kot so tudi podcenjevali epidemijo, da sedaj raje govorijo, da bo morebitni ne vem kateri val, katere variante, da bi lahko potem lažje argumentirali te svoje napovedi. Bistveno v epidemiji je bolje biti pesimist, ukolikor si zelo visoko, kot pa optimist. Seveda tisti, ki smo spodaj, ko se soočamo z bolniki oziroma tisti, ki celo prebolevajo, pa je bolje, da so optimisti ali pa da smo optimisti. Dragan, zdaj ti si bil kar nekaj časa rektor univerze na Primorskem, se pravi, si tudi znanstvenik. Koliko recimo po tvoje smo v Sloveniji angažirali znanost? Ne govorim zdaj zgolj pač o zdravstveni stroki, ampak tudi druge vede, recimo je tebe kdo poskušal angažirati, so se znanstveniki po tvojem vedenju poskušali sami kaj angažirati, ker dejansko, ne, to, kar je mislim, da Dorjan omenil v prvem delu oddaje, znanost, tako kot jo imamo danes, nismo imeli nikoli v preteklosti in se zdi skoraj neverjetno, no, da tako rečem, da en tak virus, kot je ta, ki ni kuga, ne, se pravi, ne umre 7 ljudi od 10, ki se okuži, da ga ne znamo na nek način spraviti pod kontrolo. Zakaj je temu tako? Prej sem na začetku omenil, da so 3 segmenti oziroma 3 deli problema COVID in eno od teh je tudi znanost, ker imamo takšne in drugačne prakse. Mislim, da se Slovenija preko agencije ARRS, Agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije, dobro odzvala, ker je namenila za leto 2020 in 2021 več kot 5 milijonov evrov nekaterim programskim skupinam. Programske skupine so tiste, ki delajo v znanosti s stabilnim denarjem. Torej, programski denar je stabilni, projektni nestabilni. Se pravi, povečalo se jim je za več kot 5 milijonov, kar je, ocenjujem, za nekatere tudi do 15% več sredstev. In jaz mislim, da slovenska znanost je zelo dobra in lahko pričakujemo dobre rezultate od tistih, ki so ta sredstva dobili. In to niso samo v naravoslovju in biotehnologiji in podobno, ampak tudi v humanistiki in družboslovju. To je z tega zornega kota. Da pa ni Slovenija angažirala oziroma spravila skupaj vse svoje znanstvene misli, ki je na voljo, pa je tudi res, ker bi se nekatere stvari lahko drugače lotila.
če bi znanstveniki stopili skupaj, če bi jim bila dana ta možnost, pa če bi imeli to voljo, bi že precej časa nazaj morali začeti razmišljati o izhodni strategiji. Ker, kot rečeno, ta epidemija je izpostavila luknje tako v zdravstvu, v znanosti, kot v družbeno-političnem delu skupnosti. In ena stvar, ki bi jo bilo za narediti, je, recimo, človek si zapomni 3 stvari, recimo, 3 izboljšave, ki bi se dalo izboljšati strategijo upravljanja s to epidemijo in izhoda. Prvo, kar sem opazil kot zunanji opazovalec, dajmo reči, 3 točke so ključne pri individualno in skupinsko. Prva točka, ko je nekdo okužen, druga, ko mora iti v bolnico, in tretja, ko gre na intenzivno enoto. Zdaj, ta interval do točke 1 smo dobro se lotili z vsemi tistimi ukrepi, distanca, maske, umivanje rok in tako dalje. Cepljenje, ki se je potem izkazalo, da nam ne prepreči, da pridemo do točke 1, ker lahko gremo v 2 in 3 tudi. Enkrat, ko pride bolnik v bolnico, je pač del zdravstvenega sistema, ki z mojega zornega kota, tako ko gledam, zelo dobro funkcionira, ker so nadčloveški napori, tako kot sam vidim. Problem je pa med 1 in 2, se pravi, od okužbe do morebitnega odhoda v bolnico. Moje videnje, ko opazujem, je, da tam ni nobenih ukrepov, ne na individualni, ne na kolektivni ravni, in tukaj so možnosti za izboljšavo z nekimi ukrepi na ravni, bom banalen, ko smo bil še otrok, smo po 3. uri bil glavni odmor, smo dobili 3 bele tabletke Flora za zobe. Če je zdaj, mislim, da konsens, da je D-vitamin tisti, ki izboljšuje imunsko sposobnost telesa, potem bi pričakoval, da vsak dom pride pač porcija vitamina D, preventivno, zagotovo pa takrat, ko vem, da jih v bolnici to dajo, ampak je treba že človek prije v bolnico. To bi bilo na ravni, dajmo reči, tegale zdravstvenega dela. Potem je zagotovo ta, sociološki ali pa družboslovni del, kjer je potrebno stopiti skupaj, ker v nekem trenutku lahko nas povozi, bomo ostali na smetišču zgodovine, kot je bilo včasih v Mladini, je pisalo, vkolikor ne bomo dojeli pravočasno, kam bo šel svet potem, kam že gre. Vse te razlikovanja, bogastvo, revščine in tako naprej. In tukaj je to dodatno razlikovanje in sejanje neprijateljstva, neprijaznosti med tistimi, ki so se cepili, in tistimi, ki se ne bodo cepili, ki se jih kar karakterizira za anticepilce, ni primerna. Slovenija res potrebuje, da stopi skupaj, ker časi utegnejo biti zelo hudi, ekonomija se precej ruši, energenti rastejo in tako naprej, in bo morala poskrbeti za hrano in energente čim bolj v svojem svojstvu. Ene številke. V ZDA so poleti je šel en članek raziskovalcev z University of Pittsburgh pa Carnegie Mellon, 2 priznani univerzi, kjer so ugotovili, da največ, oni so rekli, vaccine hesitancy, to bi bilo, da so rezervirani do cepljenja po izobrazbeni strukturi, od neizobraženih ali osnovna šola pa srednja šola, pa navzgor, do tistih z doktoratom znanosti. Največji odstotek tistih, ki imajo rezerviranost do cepljenja, je med tistimi, ki imajo doktorat znanosti. Tako da karakterizirati kar vse, ki imajo te pomisleke, da se jih labelira kot anticepilce, to so neki neizobraženi bebci, ne gre. Tako da bi rekel, tu se je treba malo ustaviti in poiskati neko eno večjo kohezivnost med nami. In tretjič bi rekel, da se moramo malo relaksirati, poiskati tudi kaj lepšega v življenju, družina, prijatelji, sorodniki in tako dalje. Vesel sem, da sem z bratom v tej oddaji, da se tu pa tam še tako dejavno vidiva. Prav pred kakšnim tednom mi je poslal en SMS z lepo novico, da bo Martin Scorsese posnel film o preminulem kitaristu skupine Grateful Dead,
ki so jo mi dva v mladosti tako rada poslušala, pa na veliko koncertih tudi bila Jerry Garcia. Ne. Tako da ta stvar me tako razveselila, da sem zagotovo za nekaj časa čisto pozabil na COVID. V redu, vidiš, pa če to ni skoraj ekskluziva v slovenskem medijskem prostoru, pa tudi, ne vem, Dragan. Dorijan, zdaj, Dragan je vmes omenil to med prvo pa drugo fazo, se pravi od okužbe do tega, da moraš iti v bolnico. Ti lahko poveš, kaj bi se dalo recimo v tem delu narediti, če bi se dalo kaj narediti? Slovenski zdravstveni sistem je šibak na primarni ravni, to se ponavlja že vrsto let in seveda ta vstopna vrata so bila na prepihu, so bila zelo izpostavljena. Držali so in so zdržali, kolikor so pač mogli in verjetno je bila tu propustnost največja. Dejansko, če bi imeli 300-400 več zdravnikov na primarni ravni, bi lahko sledili, tako kot je Dragan napovedal, z boljšimi napotki vsem bolnikom. Ampak dejansko se je v tej epidemiji pokazalo tisto, kar od nekaterih ali pa kar večina nas govori, da je zdravstveni sistem v Sloveniji šibak na kadru, ne pa na strukturah, ne na bolnišnicah, ne na opremi in na podobnem. Zdaj v tej končni fazi se pokaže tudi problem respiratorjev, pa kot vidimo v tem valu je bilo respiratorjev bolj ali manj dovolj. Dejansko primanjkuje ljudi. Če je bil to eden od sporočil, da se je Janez kaj naučil v tej epidemiji, potem bi bilo to zelo dobro in bi bilo potrebno, bom še jaz dal 5 minut za EPP z naše regije, takoj odpreti in lansirati idejo tretje medicinske fakultete in to kar pri nas na Obali, kajti tega bo vselej primanjkovalo. Tako da, recimo, če govorimo o izhodu iz krize ali pa iz epidemije, bi jo morali začeti pisati pred letom in pol ali pa tu nekje, ko se je epidemija pojavila in bi verjetno z fleksibilnim pristopom lahko bistveno bolje bili pripravljeni. In kaže, da bo kot v veliko kriz, ki smo jih preživeli, določen mikrosegment bogatih še bolj obogatel. Mi, ki smo nekje v spodnjem delu, morda se bomo veselili kakšnih športnih naduspehov. Pa še z nogo svoje polovice. In ja, recimo, tako kot je bilo na začetku. Ampak tisto, kar bi dejansko potrebovali, da, kot je Dragan vmes omenil, da res stopimo skupaj. Tako kot sem pred nekaj minutami omenil, da se mi vselej razpolovimo, bi morali na nek način stopiti skupaj in poiskati neko rešitev, ne biti averzni do tistih, ki smo se cepili ali do tistih, ki se nočejo cepiti, imeti pomisleke oziroma celo nekako pritisniti na starejše, da se najprej cepijo in potem se pogovarjati o tem, ali bomo zdaj izpostavili otroke cepljenju in podobno. Skratka, kadarkoli se lotimo nekega problema, imamo breme izhodnega, zgrešenega pristopa in tu dalje so vse izjave pravilne v logiki, ampak cilj je tisti, ki je zgrešen. Skratka, tu bo potrebno iskati ali sinergije ali povezljivost ali kakorkoli je pač še v slovenskem narodu, da izpostavimo, kaj so prioritete. Obračati se na Evropsko unijo oziroma na sosede in da bomo tu lažje stopili, mislim, da ne, da bomo pač morali dejansko poskrbeti sami za svoje preživetje, da nas naslednji pretres ne bo tako stresel, kot nas je ta. Ja. Zdaj, Dorijan, rekel si, kadri so problem v slovenskem zdravstvu. Kadri so pač od ministra navzdol. Ti si bil minister za zdravje, jaz sem bil pred dnevi kar nesramen do te svetovalne skupine pri ministru za zdravje, sem rekel, da je lahko tudi ukinemo, ker je že vse nasvetovala in da vsak teden spreminja nasvete. Zdaj, ti si tudi sigurno imel kot minister svetovalce. Kakšna logika je to, da svetovalci svetujejo ministru tako, da javno povejo, kaj mu nasvetujejo in potem pač minister to akceptira ali pa ne. Zdaj smo imeli pa še kontraprimer, ravno danes, ko je minister rekel, da bo na podlagi ugotovitev strokovne komisije, zakaj je tisto nesrečno dekle umrlo, zdaj je komisija ugotovila, da zaradi cepiva Janssen, predlagal svoji svetovalni skupini naj predlaga, da se ukine cepljenje s tem cepivom. Zdaj, sam jaz tu ne razumem stvari, ali je res kaj narobe na tem. Problem tvoj je, da si dober poslušalec in zelo inteligenten in da opaziš pač take deviacije, ki so nesprejemljive. Si zelo prijazen, sem ziher, da imam hujše probleme v življenju od tega. Ne, teh nimaš, ampak dejansko je to narobe svet.
Ministri, kadar se pač odločijo za to funkcijo, morajo obleči obleko politika. Ni potrebno, da so strokovnjaki na svojem področju, vrhunski strokovnjaki, ni potrebno, da so največji profesori na tem področju, ampak dejansko politiki in se morajo v nekaj, morda o tankočutnih odločitvah odločiti po svoji vesti in upajoč, da je to prava odločitev. Morda ni vselej strokovno podkovana ali pa podprta, ampak je podprta politično in pač mora razmišljati o širšem krogu ljudi, v njihov dobrobit in podobno, da ne ponavljam za prisege, ki jo vsak, ko postane minister, tudi povem, tudi sam. Ampak dejansko strokovna skupina naj bi bila strokovna in je tudi, ima ta pečat oziroma je lahko skrita tudi za tem žigom in je ni potrebno odločiti ne levo, ne desno, ne rdeče, ne črno, ampak enostavno na dokazih, temelječih odločitvah, ki jih predlaga. Potem se pa politika odloča po svoje in umesti v svoje politične programe odločitve in kaj podobnega. Tako da to bi bila prava pot, ne, da so to strokovnjaki svojega področja in da trdo stojijo za tem. Seveda potem se lahko vprašamo, ali imamo na vseh področjih ustrezne strokovnjake ali bi morda kdaj segali tudi po tujini, ampak ne nazadnje naš tako imenovan beg možgan, ki ga jaz tako ne ponujam, ampak jaz bi rekel izvoz visoko produktivnih možgan slovenskega naroda, ki bi z dobro povezanostjo z njimi lahko oplemenitili tudi naš prostor, je eden od izvoznih produktov. Mene osebno ni nikoli skrbelo, če bo nekaj zdravnikov ali pa veliko zdravnikov odšlo. Problem je bil samo v tem, da jih bomo dovolj sproducirali in drugič, da bomo z vsemi zdravniki, medicinskimi sestrami ohranili pristen odnos, da bodo vedeli, da so tu doma. Da bodo lahko kadarkoli priskočili, kakor nekateri zdravniki tudi priskočijo z nasveti ali pa z pomočjo, ko se izobražujejo v njihovem okolju naši kadri. Skratka, gre za to, da moramo imeti oči vedno spredaj in gledati naprej. Zdaj, Dragan, v bistvu vidva z bratom nič kaj panike ne sejeta, ne, da bi jo mogla, ne, se zato smo vaju tudi povabili v oddajo, ampak vseeno me zanima, je pa veliko panike zdaj prisotne, tudi v tem javnem komuniciranju, ne, recimo vsak dan poslušamo te številke in tako naprej. Zanimivo se mi je zdelo, recimo, urednik časopisa Dnevnik, glavni urednik Darjan Košir, je pa obratno pot opravil, on pač ni niti zdravnik, niti covid sledilnik, niti nič, ampak zdaj redno objavlja pač te cifre in nam sporoča, da pač tedenske primerjave in tako naprej, kako številke zdaj padajo in da bo slej ko prej bi morali to imeti vpliv tudi na število bolnih v bolnišnicah in tistih, ki potrebujejo intenzivno nego. Koliko je zdaj tudi te psihologije po tvoje v teh številkah in kako bi se dalo na drugačen način pač v bistvu ljudem sporočati to, kar morajo vedeti. Res rabimo mi vsak dan vedeti, koliko ljudi je umrlo s covidom in tako naprej, ali bi mogoče bilo boljše, če bi te številke, pa to so v bistvu podatki v isti stvari, isti podatki na drugačen način bili sporočeni. Ljudje imajo ambivalenten odnos do številk, po eni strani je nekaj vrste strah pri številkami, ko je treba kaj računati, ne? Po drugi strani pa jih fascinirajo očitno to kot neke vrste droga. Zdaj, to, kar je gospod Košir napisal, tisti zadnji stavek je, seveda se bo to zgodilo, ker ve se, da v razmaku 7 dni, grobo povedano, 7 dni pride, pač se tisti val premakne v določenem procentu v bolnico in potem še na intenzivne enote. Zdaj, glede sejanja panike, ne, mislim, da to ni potrebno in zagotovo se sprašujem, zakaj je sploh potrebno povedati, koliko jih je, če smo pred meseci slišali strokovne skupine, da bo tisti kriterij samo kaj je v bolnici in kaj je na intenzivnih enotah. Ne. Druga stvar je, ta panika očitno, ali je to nekomu interes, da se zganja ta panika na globalni ravni, ali pa so tudi oni že izgubili kompas. Tako da smo priče že orwellijanskemu dvogovoru, dvorekol, kako se že temu reklo, double speak, ne, ali nekaj takega. Po eni strani je WHO objavil, da tale omikron, ne, je pa predstavlja veliko tveganje z hudimi posledicami, ne? Potem pa v takoj naslednjem stavku, da pa se še ne ve, kako hudo se hitro širi in kakšni so simptomi. Če je res tako hudo, kakor bi naj bilo hudo. Ja. Zdaj,
vse ima neko mejo. Ne? Mislim, da ne sme se pa, tu se v nekaterih državah so že, jaz ne bi bil srečen, če bi se tudi v Sloveniji to zgodilo, da bi se pa postavilo, propagiralo pa postavilo kot obvezno cepljenje otrok. Ker mi dejansko ne vemo, jaz mislim, tako kot preberem, ne moremo vedeti, kakšni so učinki teh cepiv po tolikih in tolikih letih. Tako da za otroke seveda se cepijo za otroške bolezni, ne pa za bolezni starostnikov. Ne. Starostniki morajo pa sami zase poskrbeti in po neki, kako se reče, morajo informed decision, to se pravi, morajo biti informirani na podlagi informacij, ki jih dajejo strokovna skupina, zdravniki, znanstveniki in tako naprej, sprejmejo odločitev. In gotovo je pametna odločitev za nekoga, ki ni prebolel nad neko starostjo, da se verjetno gre cepiti. Ne? In ne pa v to siliti otroke. To bi recimo bil moj pogled, pri čemer bi še izpostavil to, da že tako Evropa oziroma Slovenija ima itak pod naravno, torej število rojstev ne zadošča za naravno reprodukcijo. Ne. Zdaj pa še tako postavljati starostnike v prednost pred mladostniki, pred mladimi je z mojega zornega kota, čeprav imam svojo starost. V lastno skledo pluvaš. Ja, je neke vrste implozija skupnosti, ne. Ker živa skupnost, tista, ki gre naprej, polaga vse upe v otroke, ne sili v navednicah otroke v to, da bo skrbeli za starostnike. Ne. Žal je tako, razumem pa, da je v obrnjeni piramidi demografski prevladajo drugi interesi, ampak če se pogledamo lepo v zrcalo, bomo si morali priznati, da tukaj je kakšna stvar, mogoče bi bilo treba malo drugače postaviti. Se mi zdi, da imaš prav, ne? Ker nas so učili, da če je nevarnost, da te zbije avto, skočiš pred otroka, ne? Zdaj se pa skoraj zdi, da pač otroka postaviš pred avto, zato da ne bi naših staršev povozilo. Dorjan, počasi gremo k koncu oddaje, približno še minuto imaš časa. Tole bi te še vprašal. Slovenski zdravstveni sistem, sem že rekel, ti ga poznaš do obisti, je že zapopadlo to, kar si rekel ti v tej oddaji, da se moramo naučiti živeti s covidom, ali se to še zmerom razume tako organizacijsko, finančno in tudi, kako bi rekel, pač na pojmovni ravni, mentalni ravni, kot neki ekstra stvar, ki je zdaj pač neka dodatna obremenitev? No, ne bom začel drugače kot to, da izrekam pohvale vsem v prvi liniji. Mislim, da se je vsak sleherni zdravstveni delavci v prvi liniji izjemno izkazal in da so dokazali, da kje je vrh zdravstvenega sistema. Ali smo se že pripravili na obdobje po covidu, je pa odgovor zanesljivo ne. Namreč posledice bodo dolgo žive ali pa dolgo smrtne. Namreč izplavali bodo vse bolezni, ki so bili na nek način porinjene na stranski tir. Skratka, zdravstveni delavci kot celi so pokazali, da je še vedno glavno gorivo etika in morala. Prebrodili so blizu 300 sprejemov v intenzivno enoto, kar je lahko da je dokazan vrh našega zdravstvenega sistema. Zdaj, kakšne so posledice, bo pokazal. Ene od možnih izhodnih strategij sem omenil, potrebno bo pač vlagati v kader in pa v znanje. Nekaj malega verjetno v infrastrukturo. Tisto, kar bo pa najbolj pomembno, je na nek način se povezati, ponovno postaviti prioritete in temu nameniti vsaj tako pozornost, kot smo jo namenili zadnje leto, 2, 3 ali pa še celo leto, 2, ker so pred nami nalezljivim boleznim. Potem bo morda luč na koncu tunela. Ampak na zdravnike in medicinske sestre in vse zdravstvene delavce se je desetletja in se bo tudi desetletja lahko računalo. Etika in morala je glavno gorivo. Ja, se mi zdi, da si super zaključil to oddajo. Dr. Dragan Marušič, Dorjan Marušič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o rešitvi za korono že 650. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali se sploh še splača biti novinar. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.